Pozdravljeni v tretjem delu Starting Gana, poslovnega podcasta Tehnološkega parka Ljubljana. Tokrat vam ekipa Lemur Legal prinaša pomembne nasvete glede izbire in nakupa domen ter načine, kako zaščititi vašo intelektualno lastnino. Vam razkrijem dva ključna nasveta tretjega podcasta. Zaščitite svojo intelektualno lastnino in izkoristite SPS-ove voucherje v ta namen. Kupite več domen in ne dovolite konkurentom, da vam z uporabo podobne domene speljejo vaše stranke. Se sprašujete, kam investirati kot startup z omejenimi finančnimi sredstvi? Nakup domene ali registracija blagovne znamke? Ostanite z nami do konca tretjega podcasta in dobili boste odgovor na to in še mnoga druga vprašanja. Se poslušamo! Dobrodošli v tretjem podcastu Lemur Legal. Danes sva z vami Peter in Petra. Govorili pa bomo o pravicah intelektualne lastnine in o domenah, predvsem kako jih zaščititi in upravljati, ker v tej današnji digitalni dobi predstavljajo včasih celo najbolj vredno nematerializirano sredstvo vašega podjetja. Seveda se bomo dotaknili tudi veliko primerov iz prakse, ker vam na ta način najbolj enostavno približamo pomembnost takšne teme. No in če začnemo z domenami, ki so pogosto precej zapostavljene, ampak v bistvu predstavljajo pomembno sredstvo vašega podjetja, ker če tako pogledate, kaj dejansko domena je. Tu je naslov vašega podjetja na svetovnem spletu, kar pomeni, da prav po tem vašem spletnem naslovu stranke na internetu pridajo do vaše spletne strani, kar pomeni, da je še toliko bolj pomembno, da imate vi dobro domeno, kakšno domeno si izberete, kako jo zaščitite in kako z njo upravljate. Ja, in zdaj seveda, kot je Petra rekla, če si predstavljate, da je vaša domena popolnoma nepovezana z vašim brandom ali pa z imenom vaše spletne trgovine ali kakorkoli, potem seveda obstaja toliko manjša verjetnost, da vas bodo stranke ali pa tisti končni kupci, ki jih vi targetirate, našli. In ravno zato je zelo pomembno, da se glede vprašanja domen, da se tega vprašanja lotite že pri samem začetku iskanja imena vašega podjetja. Zdaj, mi priporočamo, da ko se razmišlja o imenu vašega startupa ali pa podjetja ali pa recimo imena spletne trgovine, da se pogleda za začetek, katere domene so že zaključene in katere ne. In potem seveda temu nekako prilagodite tudi končno izbiro. Do nas je že prišla stranka, ki je v bistvu naredila to napako, da je naredila napačne korake. In sicer ta stranka je izbrala ime svojega projekta, svojega produkta, na osnovi tega naredila svojo spletno stran, seveda brez, da bi že prej kupila domeno, naredili so že marketinški PR material, na osnovi tega celo tiskati so dali majice z nekim logotom in potem, ko so želeli registrirati domeno, so dejansko opazili, da je ta domena že zakupljena, celo več, potem, ko smo šli gledati bazo registriranih znamk, je bilo to ime že notri in sicer za zelo, zelo podobno dejavnost. Tako da takrat so naši stranki nastali konkretni stroški, ki pa seveda z nekimi previdnostnimi koraki na začetku dejansko ne bi smeli nastati. Zdaj, katere domene kupiti, katere ne, mi lahko to iz lastnih izkušenj povemo, lahko pa povemo tudi iz izkušenj naših strank. Domene niso neka draga investicija, stane tam od 2 evra na leto pa tam do 10-15 evrov. Mogoče so kakšne domene potem že dražje, recimo naša domena lemur.legal, ta legal končnica je nekoliko dražja, mislim, da tam okoli 30-40 evrov, ampak recimo, ko smo v Lemur Legal razmišljali o nakupu domen, smo kupili kar precej širok krog njih. Recimo kupili smo lemurlegal.com, lemurlegal.sc, lemurlegal.it, potem seveda to domeno, ki je zdaj uporabljamo, lemur.legal, in na ta način smo seveda želeli tudi preprečiti, da bi mogoče nek naš konkurent, ki bi nam želel nagajati, ali pa nekdo drug, ki bi želel mogoče zmotno ustvariti na trgu videz, da gre za nas, da gre za naše storitve, da bi potem nekdo drug zakupil neko domeno, ki je zelo, zelo podobna naši. Zdaj, tudi ponudniki teh domen, torej ponudniki, kjer lahko registriramo domene, jih je na trgu seveda več.
mi konkretno kupujemo naše domene na Domenci. Smo pa v preteklosti kupovali tudi na United Domains, ampak smo potem videli, da je strošek na tej United Domains platformi bistveno višji kot pri Domenci, pa verjetno tudi pri kakšnih drugih ostalih ponudnikih. Zdaj, kaj morate tudi paziti, to se je zgodilo eni naši stranki v bližnji preteklosti, glede podaljševanja domen. Domene se lahko kupi za 1 leto, lahko se kupi za 2 leti, verjetno lahko tudi za dlje. Ena od naših strank je domeno kupila za 1 leto in pri nakupu domene ni označila opcije, ki jo ponavadi take platforme ponujajo, da se domena po 1 letu avtomatično podaljša, torej da se registracija domene po 1 letu avtomatično podaljša. Tega niso naredili. Seveda so imeli svojo spletno stran že postavljeno, celoten biznis je bil okoli te spletne strani, šlo je za eno od spletnih trgovin. In kaj se jim je zgodilo, ker niso podaljšali domene, je domena bila naenkrat na trgu in to domeno je nekdo drug kupil in jo potem dal v prodajo za $2000. In seveda podjetju na koncu so ocenjevali, kakšni so stroški, ali zdaj prenesti vse na drugo domeno, kakšno je tveganje iz tega naslova, in na koncu so se odločili, da so to domeno potem odkupili nazaj. K vsemu temu, kar je Peter že povedal glede domen, bi jaz dodala še, da v Lemur Legal domene kupujemo kot naložbe in si ustvarjamo neko banko domen. In kako to delamo? Spremljamo, kaj se dogaja v svetu, in vedno, ko se zgodi nekaj tehnološko zanimivega, naprimer v zadnjem času je bil to uspeh Googla s kvantnim računalnikom, in potem zakupimo domene z tega področja, ki se nam zdijo tržno zanimive v naslednjih nekaj letih. Mi smo se odločili, da bomo te naše domene dali na voljo preko spletne platforme Sedo, ki ponuja tudi različne možnosti prodaje, naprimer kot je dražba. Ena opcija je pa tudi, da sam določiš potem ceno, za katero si pripravljen prodati neko domeno. No, in te naše domene, mi na njih gledamo kot na neke delnice, ki nam bodo v prihodnosti prinesle zlate dividende, kar je več kot očitno nekaterim že uspelo. Če povem samo nekaj primerov, v zadnjem času zelo popularna novica je bila ta, da je konec novembra Mark Cuban kupil domeno democracy.com zaradi finančnih težav tega prvotnega lastnika za $300,000, ker se je bal, da ne bi prišla v napačne roke. Potem, naprimer, junija 2019 je bila domena voice.com prodana za kar $30 milijonov. Cars.com je bila baje prodana za $872 milijonov, kar so v bistvu ugotovili, ko so pregledovali bilance nekega podjetja. Še ena zanimiva je pa domena sex.com, ki je bila leta 2015 prodana za $14 milijonov, leta 2010 pa za $13 milijonov. In v bistvu vsi te podatki, vse te številke so en tak lep primer, kako lahko zaslužiš precej veliko z domeno, pa tudi kako je ta pomembna za identiteto vašega podjetja. Če se pa zdaj osredotočimo na pravice intelektualne lastnine, pa ne začnem samo s kratko neko delitvijo na 2 oziroma 3 skupini. Tradicionalno se pravice intelektualne lastnine delijo na avtorsko in pa sorodne pravice, na industrijsko lastnino obstajajo pa še tako imenovane sui generis pravice, ki jih uvrščamo med ostale pravice. In ravno ta pridobitev teh pravic intelektualne lastnine oziroma njihovo ščitenje nekako predstavlja pomemben korak za varovanje premoženja podjetja in lahko predstavlja pomembno konkurenčno prednost podjetij na trgu, kot tudi njihov vpliv na razvoj in pa investicije samega podjetja. In če se zdaj malo bolj konkretno dotaknemo par primerov, naprimer, industrijski model lahko registrirate za 5 let in ga potem podaljšujete do maksimalno 25 let. Evropski model vas stane €350. Znamka, naprimer, jo lahko registrirate za 10 let in jo podaljšujete potem brez omejitev. Evropska znamka vas bo stala €850. Patent je maksimalno 20 let, pri čemer vas evropski patent stane €2000. Avtorske pravice pa v bistvu trajajo za časa življenja avtorja in še potem 70 let po njegovi smrti. Mogoče ni najboljši primer, ampak glede avtorskih pravic bi rada omenila, da je bil v bistvu leta 2016 je Mein Kampf oziroma po slovensko Moj boj
ta Hitlerjev nacistični manifest je postal javna last in so ga lahko ponatisnili, kar se je zgodilo tudi 8. januarja leta 2016. Prej to ravno zaradi teh avtorskih pravic, ki so pripadle bavarski vladi in tega ni pustila, ni bilo možno. In pač po poteku tega roka so pa, ker je to pač postalo javno dobro, kar pomeni, da lahko ga v bistvu pač vsak uporablja prosto, so pa potem ta ponatis lahko naredili. Petra je omenila nekaj primerov stroškov in čas trajanja registracije evropskih znamk. Seveda imate vedno možnost tudi registrirati slovensko znamko, slovenski model, slovenski patent. Zdaj, mi v osnovi tega ne priporočamo, ker so to, seveda je to povezano z dodatnimi stroški. Recimo strošek registracije slovenske znamke je 100 evrov, pri nas je urad za intelektualno lastnino še malo zastarel, tako da ne obstaja nek spletni obrazac ali pa spletni formular, kjer bi se to dalo registrirati, ampak je treba sprintati neki formular in potem poslati po pošti. Sicer smo delali že za stranko registracijo samo slovenske znamke, šlo je za enega vinarja, ki si je želel, v bistvu ki posluje samo v Sloveniji, oziroma ki prodaja svoje vina samo v Sloveniji in pri njemu res ni bilo smisla znamko tega vina registrirati tudi v tujini, ampak kot sem omenil na začetku, na splošno, če gre za neko podjetje, za nek startup, ki ima neke ambicije delovati tudi zunaj Slovenije, seveda bolj priporočamo registracijo evropske znamke. Kot zanimivost, pred kratkim smo se srečali z patentiranjem enega visokotehnološke produkta oziroma visokotehnološke rešitve. Šlo je za neko tehnološko rešitev povezano z umetno inteligenco v povezavi z plačilnimi sistemi. Zdaj, vedno se pojavlja vprašanje patentabilnosti takih rešitev, ali je sploh tehnološka rešitev patentabilna, je nekaj novega, torej ali sploh lahko neka naša ideja se kvalificira kot potencialen patent. Tukaj je šlo za neke algoritme, za računalniške algoritme in kot smo na koncu ugotovili, sami algoritmi so zelo težko patentabilni, so pa patentabilni, ko so v razmerju z nekim hardwarem, torej za neko strojno opremo. Tako da, kar je bilo tudi zanimivo, je, da v bistvu tisti, ki se odloči za patentiranje, nosi določen riziko glede te vprašanja patentabilnosti ali pa tudi riziko glede vprašanja možnosti zaščite znamke. Zdaj, ko se enkrat plača ta pristojbina za registracijo in če se potem ugotovi, da bodisi pa naša tehnološka rešitev ni patentabilna ali pa recimo, da se naredi napaka in se poskuša registrirati neko znamko, ki je že registrirana, potem se ta, ki je plačal to pristojbino, teh stroškov ne dobi nazaj. Tako da recimo pri patentu obstaja glede tega malo večje tveganje, ker ko vlagate patent, imate pravico zahtevati, da vaš patent ostane 18 mesecev prikrit. Torej noben ne more vedeti, kaj ste vi patentirali oziroma kaj vi želite patentirati. Seveda hkrati pa to predstavlja tudi tveganje za vas, da boste vi želeli patentirati neko tehnološko rešitev, ki pa je bila v preteklih 18 mesecih že patentirana, pa seveda ni razkrita. Zdaj, kaj so tudi neke ovire, predvsem za startupe, ki se pojavljajo pri vprašanju registracije teh pravic intelektualne lastnine? Prva izmed teh ovir je definitivno vprašanje, kaj lahko sploh zaščitimo. Recimo, zdaj lahko povemo na primeru nekega modela, da ni možno vse zaščititi. Zelo dober primer so bile smučke Elan. Spomnimo se, da je Elan bil prvi na svetu, ki je takrat na trg ponudil smučke s tem stranskim lokom, ampak seveda, če želimo mi to patentirati oziroma zaščititi za modelom, moramo biti zelo eksplicitni. To pomeni, da moramo mi točno povedati mere, kakšen je stranski lok, kakšne so mere. Mi ne moremo registrirati neke generične oblike. Recimo na primeru te smučke se ni dalo registrirati samo te oblike, ampak bi mogli pri registraciji navesti točne mere. In seveda ta model bi potem bil zaščiten samo znotraj teh parametrov, karkoli bi bilo zunaj tega, ne bi bilo zaščiteno. Tako da takrat konkretno ni bilo nekega smisla
to zaščititi. Zdaj, seveda, vprašanje s tem je tudi vprašanje smiselnosti zaščite intelektualnih pravic, je tudi glede spoštovanja te zaščite v posameznih državah. Zdaj, danes vemo, da se posluje globalno, da ko enkrat damo svoj produkt na trg, da se v njemu zelo hitro razve in zelo hitro se nam tudi zgodi, da nas nekdo začne kopirati. Recimo, to se rado dogaja na Kitajskem. Poznamo veliko podjetij, ki delujejo kot neki posredniki med slovenskimi podjetji, med slovenskimi startupi in proizvajalci na Kitajskem, in v praksi smo že slišali na konkretnih primerih, kako se je zgodilo, da še preden je prišlo na trg produkt tega našega naročnika, da so se pojavile že neke kopije na Alibabi, AliExpressu in tako naprej. Tako da to so neka tveganja, ki jih je treba vzeti v obzir. Ko razmišljamo o stroških registracije oziroma o stroških zaščite pravic intelektualne lastnine, moramo vedeti, da to ni nujno edini strošek, ki ga imamo, torej ta začetni strošek, ko se plača pristojbina. Ampak se nam lahko pojavi tudi, da neka tretja oseba, lahko je to neka pravna oseba, fizična oseba, krši te naše pravice, te naše intelektualne pravice. In seveda potem so povezani potencialni dodatni stroški s tem, da tako kršenje ustavimo oziroma ga v končni fazi tudi sankcioniramo. Zdaj na začetku z nekim zahtevkom za prenehanje kršenja teh pravic, če se pa to kršenje nadaljuje, pa seveda potem tudi z eventualno tožbo. In to bi želeli poudariti, da ko razmišljate o teh stroških, ki boste imeli za zaščito pravic intelektualne lastnine, da imate v mislih tudi te stroške. Seveda se te stroške ne bodo pojavili takoj, ampak se vam lahko pojavijo v roku 1 leta, 2, 3 let, potem, ko boste te svoje pravice zaščitili. Ko govorimo o stroških povezanih z registracijo pravic intelektualne lastnine, seveda ne smemo iti mimo vavčerjev, ki jih ponuja Slovenski podjetniški sklad. Verjetno jih vsaj večina od nas že pozna. Vsi jih koristimo ali pa smo na strani tistih, ki nudimo storitve v okviru vavčerjev. Skratka, eden izmed vavčerjev, ki jih lahko v okviru SPS-a koristimo, je tudi za pokrivanje stroškov, ki jih imamo v povezavi s kakršnimi koli stroški, povezanimi z postopkom zaščite pravic intelektualne lastnine. To gre lahko za razno raziskave, kaj lahko zaščitimo, kaj ne zaščitimo, potem za stroške pristojbin, stroške prevodov, in v Lemur Legal vsekakor toplo priporočamo, da vkolikor se boste odločili za zaščito svojega znamke, modela ali patenta, da se ta vavčer koristi. Je bilo pa na začetku našega podcasta že omenjeno, da registracija pravic intelektualne lastnine ni edini način, kako se te lahko zaščiti. Te pravice, vsaj nekatere izmed njih, se lahko zaščiti tudi z pogodbami. Ja, in tukaj imate v bistvu nekako več ali manj dve možnosti, in sicer te tako imenovane pogodbe o nerazkritju informacij in pa tako imenovani IP waiverji. Zdaj, če začnem z pogodbami o nerazkritju informacij oziroma NDA-jem, te pogodbe lahko sklenete že pred samim nekim poslovnim sodelovanjem s partnerjem, kjer potem določite, katere informacije, kaj vse se šteje za te pač občutljive informacije in za informacije, ki jih pač nobena od strani ne sme deliti z nekimi tretjimi, nepooblaščenimi osebami. Lahko pa je potem tudi to del neke pogodbe o poslovnem sodelovanju, se pravi, imate noter v takšni pogodbi določene klavzule, ki urejajo to področje in ki potem tudi določajo, kaj paše pod to definicijo občutljivih informacij oziroma pač poslovne skrivnosti. Tako da je to čisto odvisno pač od samega nekega poslovnega odnosa, sodelovanja, kdaj začnete, kako se potem to ureja. Več o tem si tudi lahko poslušate v našem prvem podcastu, kjer smo malo več o tem povedali. Ta druga stvar, ki bi jo pa tudi omenila, so pa tako imenovani IP waiverji, kjer je tudi dosti podobna situacija kot z NDA-ji. Lahko so to neke samostojne pogodbe, te tako imenovane pogodbe o prenosu pravic intelektualne lastnine, ali so pa tudi lahko to klavzule, ki jih vsebujejo pogodbe o poslovnem sodelovanju ali pa neke pogodbe o opravljanju storitev. In
To je zelo pomembno zaradi tega, ker se vi s takimi klauzulami oziroma pogodbami zagotovite, da če vi nekomu plačujete za neke določene storitve, oziroma da za vas opravi neko delo, in to je lahko karkoli vi zdefinirate noter v teh klauzulah, da potem na koncu pripade to vašemu podjetju, da je to last vašega podjetja. In to je zelo pomembno za prihodnost vašega podjetja, da ste vi potem lastnik teh pravic, ker kot smo že omenili na začetku, v današnji dobi lahko to predstavlja najbolj vredna nematerializirana sredstva vašega podjetja. Evo, skoraj smo prišli do konca. Mogoče bi zaključila s Petro z nekimi konkretnimi nasveti. Vedno se učimo na svojih napakah. Mi dva imava srečo, da se lemuri učimo na napakah svojih strank. Upam, da se to ni slišalo preveč grozno, ampak tako je. Skratka, prvi nasvet, sem ga omenil par stavkov nazaj, je, da definitivno uporabljajte voucherje. Zakaj bi se odpovedali 60% kritja stroškov, ki vam jih daje država preko Slovenskega podjetniškega sklada? Če imate to možnost, če izpolnjujete pogoje, to definitivno koriste. Drugi nasvet, Petra je omenila uporabo pogodb. Morate se zavedati, da v bistvu vaše avtorske pravice, zdaj recimo, če gre za neko kodo ali če gre za kakršnokoli poslovno skrivnost, to se vse tretira kot neko sredstvo premoženja podjetja in seveda predstavljate si, da je to nek denar in pomislite, kako bi vi ta denar varovali. Na enak način, za enako logiko razmišljanja morate varovati tudi svoje poslovne skrivnosti. Zato raje dajte eno pogodbo več, kot pa eno pogodbo manj, ko se pogajate z stranko ali pa za neko tretjo osebo ali pa ko izmenjujete kakršnekoli informacije. Tretji nasvet je, pejte po naši logiki, glede kupovanja domen, kupite raje čim več domen, da se vam ne zgodi, da bo konkurent kupil neko podobno domeno in potem boste imeli težavo, ker bodo vaše stranke prihajale na stran konkurenta, ne pa na vašo stran. Lahko se vam še hitro zgodi, da vam potem konkurent zakupi še kakšen Google AdWords, pa se potem vaše ime pojavlja za imenom vašega konkurenta. Recimo, to je bil zelo dober primer N26 in Revolut, dveh bank, ki sta velika konkurenta in so si potem zakupovala različne domene in različne tele Google AdWords oglase. Zdaj, tretji nasvet je, če zdaj izhajamo iz recimo predpostavke, da smo startup in imamo zelo, zelo omejena finančna sredstva, v kaj investirati. Ali investirati v nakup domene ali investirati v stroške registracije znamke. Naš nasvet je definitivno investirati v nakup domen. Mi smo mnenja, da znamko se da vedno tudi kasneje registrirati. Zdaj, če smo zelo uspešni na trgu, nas bodo stranke hitro prepoznale in nas identificirale z določeno znamko. Seveda se potem pojavlja določeno tveganje, da nas bodo konkurenti probali kopirati, pa bodo poskušali namerno ustvariti to zmedo na trgu, možnost zamenjave z njimi, ampak če imamo omejena sredstva, raje več investiramo v domene. Kot je Petra povedala, spletna stran je ogledalo naše podjetja, vedno več posla se dogaja preko spleta in zdaj neka domena, neka prava domena je lahko tista glavna konkurenčna prednost, ki jo imamo na trgu. Tako da to je bilo na kratko za najne strani, za strani Lemurjev, in v kratkem se slišimo z našim četrtim podcastom, ki bo na temo novih poslovnih modelov. Veliko se dogaja v transformaciji obstoječih poslovnih modelov, tudi tiste industrije, ki so se še pred časom zdele, da bodo enake še naslednjih 100 let, se zdaj zaradi konkurence, zaradi tehnologije in zaradi zakonodaje spreminjajo in o tem bomo govorili v našem četrtem podcastu zelo kmalu. Adijo! Adijo!